Pozdravljeni v letošnji epizodi Stična podcasta. Tudi letos se bomo pogovarjali o vsebini Stične mladih, mogoče pa še razkrijemo kakšno novico, ki še mogoče ta trenutek ni zunaj. V svoji družbi pozdravljam Janeza Meglena, ki je letošnji duhovni spremljevalec Stične mladih 2025. Zdaj pa za začetek, kaj naredimo ponovadi? Absolutno, da se najprej priporočimo Gospodu Bogu, pa kar naredimo znamenje križa, pa zmolimo molitev Stične mladih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nebeški Oče, v blaženem Petru Juriju Frasatiju, nam razodeva zgled dejavnega mladega katoličana, ki je svojo srčno dobroto pomagal mnogim ubogim in odrinjenim. Pomagaj nam mladim, da bomo sprejeli izziv evangelija in vsemu svetu pričali veselo novico odrešenja, ter tudi za ceno lastnega ugodja pogledali kvišku iz sivine vsakodnevnih težav, občudovali Tvojo vsemogočno dobroto v stvarstvu in sočloveku. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, Janez, pozdravljen. Pozdravljena, Faustina. Mina sem se zmenila, da se bo predstavila, ampak se bo predstavila tako, da je stavil ti pa mene. Okay? Torej, z mano je Janez Meglen, ki je kaplan v župniji Črnomelj in kot sem že povedala, je duhovni spremljevalec Stične mladih 25. Drugač pa se rad smeji. Rad ima svojo službo, ki je služba duhovnika in je rad v dobri družbi. Si ti zapomnil, kako boš mene predstavil? Absolutno, upam. Okay. Pogovor pa bo danes vodila Faustina, ki je sicer študentka socialne pedagogike, je glavna PR-ovka Stične mladih 2025 in pa se rada smeji, rada ustvarja na različne načine in pa še eno stvar sem pa malo pozabil. Poslušam glasbo, ampak nima veze. Poslušaš glasbo, Okay. V glavnem, torej, najna naloga je, da danes probava čim boljš predstaviti vso vsebino, ki smo se jo letos torej zamislili glede Stične mladih. Pa dejva začeti z geslom. Že nekaj časa nazaj smo razdelili svetu, da bo letošnje geslo Poglej gor. Bil si zraven, ker smo to pripravljali, tudi zdaj. Dej malo povej več o geslu, torej kaj pomeni, zakaj točno geslo? Ja, Poglej gor je tako zelo kratko geslo, ki ima tudi zelo jasno navodilo in usmerja v bistvu naš pogled navzgor. Snovali pa smo ga skupaj na podlagi ankete, ki so jo mladi reševali na Instagramu in tam so izpostavili mladi, katere so tiste stvari, ki jim dajo upanje. Mi smo namreč snovali to geslo v času, ko se je še pripravljal začetek svetega leta 2025, letošnjega jubileja, in že takrat nas je papež Frančišek spodbudil, da naj pogledamo preko in naj iščemo upanje. Naslov pa je svoj dokument z naslovom Upanje ne osramoti, ki ga je povzel iz pisma Rimljanom. Tako smo tudi mi želeli poiskati med mladimi, kaj so tisti razlogi, kaj so tiste stvari, ki dajo mladim upanje, in bili smo zelo veseli na eni strani, ker smo ugotovili, da tisti, ki so odgovarjali na našo anketo, da iščejo upanje v zelo lepih stvarih in pozitivnih stvarih, in sicer v družini, v prijateljih, tudi velikih je odgovarjalo, da iščejo smisel in upanje v veri, v Svetem pismu. Bili pa smo včasih tudi kar majčkeno prestrašeni, ko smo ugotovili, kaj vsem mladim danes jemlje upanje, da je na tem mestu velikokrat šola oziroma pač negotova prihodnost, in smo v bistvu začutili, kako je papež že takrat dosti jasne usmeritve dal, da je mogoče danes največja kriza to, da nimamo upanja. In na to smo potem sestavljali, kaj bi bil tisti najboljši povzetek tega, pa da bi se mogoče celo izognili besedi upanje, ki je, vemo, da tudi iz običajnega sveta že precej zlajnana in dostikrat uporabljena beseda. In potem smo se spomnili, da v bistvu takrat, ko si ti brez upanja, ko si v brezupu, se v bistvu usmerjaš dol. Pogled ti pade na tla in potem v bistvu ne vidiš več smisla in potem tudi ne vidiš več zase, kam bi šel naprej, kje bi bila tvoja pot. In takrat si potreben, da ti nekdo reče, poglej gor, poglej vse stvari okrog sebe, poglej stvarstvo, poglej dobre ljudi, ki so ob tebi, in poglej gor kvišku k Bogu, ker v njem
najdeš smisel, in tako smo nekako izsnovali ta geslo oziroma letošnjo vodilo, ki nas spremlja. Drugače pa kar zanimivo, letos smo se tudi odločili, da bomo imeli zavetnika, torej priprošnika oziroma svetnika, kateremu se bomo priporočali med pripravami in torej tudi med samo stično. In to je letos blaženi Peter Jurij Frassati. Ja, Zakaj? pravilno si rekla, da je blaženi Peter Jurij Frassati. Namreč v letošnjem letu bo ta blaženi postal tudi sveti. Papež Leon XIV ga bo letos 7. septembra razglasil in ga posebej postavil za zgled mladim, ker blaženi Jurij Peter Frassati je rekel in tudi s svojim življenjem zelo sodeloval z mladinskimi organizacijami, katoliška akcija, različne povezave apostolata molitve. Bil je res ena taka svetla točka svojega časa. Rodil se je v začetku prejšnjega stoletja, in sicer 4. aprila 1901 v taki zelo premožni italijanski družini. Njegov oče je bil lastnik neke tiskarne, ki pa je večkrat tiskala tudi kaj proti cerkvi in udejstvovanju cerkve v takratnem času, tako da glih verskega okolja ni imel, čeprav so bili doma verni in so ga tudi poslali na katoliško šolo oziroma na jezuitsko šolo. Jurij Peter Frassati se je trudil v svojem življenju res izpolnjevati Božjo voljo in tako se je dejavno vključeval v različne organizacije in je celo postal, ker je bil taki bolj živahne narave, je ratal tudi zgled številnim mladim. Že takrat so se ob njem navduševali. Bil je velik športnik, rad je obiskoval gore in pa imel tudi zelo čuteče srce do vseh ubogih. Že kot majhen otrok je bil zelo pozoren do vsakega reveža, ki je potrkal na njihova vrata, pa tudi kasneje to ohranil. Žal pa je ta mladi svetnik, lahko rečemo, umrl zelo zgodaj, star je bil komaj 24 let, pokopala ga je bolezen in v bistvu šele na njegovem pogrebu so se nekako razkrila vsa njegova dobra dela, ker so se v Torinu zelo velike množice želele posloviti od njega, pod njegovega lepega značaja, ki ga je tako skrbno negoval. Tako da takrat je potem začelo tleti o njem en tak slug svetosti, da on je bil v resnici svetnik, in tako smo prišli do tega trenutka, ko bomo v letošnjem letu res lahko rekli: sveti Peter Jurij Frassati, prosi za nas. Torej lahko rečeva, Peter Jurij Frassati bo letos zavetnik na stični mladih. Ampak kaj zares to pomeni za stično? Za stično pomeni to, da imamo enega nebeškega zavetnika, ki bo gotovo pri Bogu ta čas, ko se bodo naši mladi zbirali v stični in pa potem, ko bojo tudi odhajali stične, bdel nad njimi in za njih prosil pri Bogu. To mislim, da je glavna in ključna stvar, da imamo zavetnika. Sicer pa se mi zdi, da tudi njegova življenjska zgodba je tako mikavna in vabljiva za nas, da jo lahko mladi tudi dejansko začnejo upodabljati v svojem življenju in pa tudi uporabijo kakšno njegovo duhovno misel ali pa kakšno njegovo duhovno prizadevanje, ki ga je pač opravljal v svojem apostolatu. Je bila pa v ta namen tudi molitev spisana, ne? Tako so na začetku zmolila. Torej, objavljena je na spletni strani in tako da čim večkrat, ko jo boš videl na Instagramu ali pa kjerkoli druge, da jo zmoliš in s tem pomisliš na vse tiste mlade, ki bodo prišli, ali pa tudi, če bo sam prišel, da imaš eno predpripravo že na ta način narejeno. Ja, pa tudi za nas, ki aktivno pripravljamo Tako je. rabo molitve, tako da hvala vsakomur, ki mu uspe. Drugače pa naslednja stvar, ki se dotiče tudi vsebine na letošnji stični, je tudi svetopisemski odlomek. Tudi to smo tekom snovanja izbrali. A ga čva kar prebrati? Ja, bi te prosil, da prebereš iz zadnje knjige Svetega pisma odlomek, in sicer iz 21. poglavja od 3. do 7. vrstice. Tako. Okay. Okay. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej,
prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva, in Bog sam bo z njimi njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči, in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo. Rekel pa je tudi: Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Nato mi je rekel: Zgodile so se. Jaz sem alfa in omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. V glavnem, zanimiva izbira, tudi spomnim se, da smo ful dolgo izbirali, ker je na večjih mestih upanje zelo tako v ospredju v Svetem pismu. Zdaj pa razložne, zakaj glih ta odlomek? Zakaj ravno ta odlomek? Ja. Gotovo je Svetopismo kot cela knjiga upanja in se na večjih mestih pojavlja upanje kot tisto, ki pomaga različnim svetopisenskim osebam, da opravijo Božji načrt. Tukaj se pa mogoče upanje nekako preliva v tak način, da je že nekako izpolnjeno. Torej, mi, ko bomo ob koncu svojega življenja, pa tudi ob koncu sveta, kar se nekako naslanja zadnja knjiga Svetega pisma, bomo v bistvu že videli izpolnjene te obljube v Bogu. In nekako, če se danes srečujemo z različnimi težavami, pa z različnimi preprekami, je pomembno, da pomislimo tudi na to večno plačilo, ki nas čaka v nebesih in kako bo Bog tiste naše žalostne trenutke, bolečino obrisal solz naših oči in nam dal naše plačilo, ki nas čaka v nebesih. Tako da se zdi, da je tukaj, se mi zdi, ena res lepa povezava, da se zavedamo, da že tako v osnovi, ko rečemo nebo, pomislimo, da pogledamo gor, navzgor, in da tudi tukaj apostol Janez, ko sprejema te besede oziroma ko je dobil navdihnjenje, je večkrat v zadnji knjigi opisano, naj pogleda gor, in konkretno v tem trenutku se pred njim razodeva nebeški Jeruzalem in ta Jeruzalem je pač naše bodoče prebivališče in prebivališče, kjer živijo tudi svetniki. In to je pa tudi vsak izmed nas ima to posebno nalogo, da postane svetnik. Drugače bolj se spomnim, ker so imeli tudi že kateheze glede tega odlomka. Poudaril si, da je tudi to pomembno, da je glih v razodetju ta del, torej obljuba, ki nam jo Bog da. Zakaj je glih v razodetju in kakšen pomen ima ta obljuba, ki nam jo Bog da? Torej, obrisal bo vse solze z njihovih oči, smrti ne bo več, pa tudi žalovanje, vpitje in bolečine ne bo več. In potem prav reče: Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Da, če bi brali celo knjigo, bi v bistvu ugotovili, da je ta knjiga zelo, skoraj lahko rečemo, krvoločna. Veliko stvari se dogaja, velike bitke so, veliko trpljenja je, nikoli nisi čisto prepričan, a bo dobro zmagalo ali ne bo zmagalo, ker je pač res so različni jezdeci, različna sporočila. In vse to v bistvu se proti koncu te knjige se začne kazati tista zmaga dobrega in usmiljenega Boga, ki pač vlada vsemu, ne glede na to, koliko je imelo prej zlo moči, pa koliko oblasti je pač bilo, da je pač lahko vladalo in uničevalo, kar je dobrega, ampak na koncu zmaga dobro. In tu se mi zdi, da je ključno. Zaradi tega potem tudi vsaka ta naša bolečina, vse to naše trpljenje dobi nek smisel, predvsem, ko pogledamo potem nazaj skozi naše življenje, pa tudi v tej knjigi Razodetja, ko pogledaš nazaj, vidiš, da je bilo vse tisto potrebno in smiselno, da se je zgodilo, ker je potem to veličastvo nebeškega Jeruzalema tako izpolnjujoče in navdihujoče. In kaj bi ti rekel, oziroma kaj bi rekel mlademu človeku, ki živi v njegovem vsakdanjiku, ne vem, hodi v srednjo šolo, je doma, ima sorojence, prijatelje v neki družbi, pač kako lahko zares upamo oziroma verjamemo vsem tem Božjim obljubam oziroma kako sploh ne upamo? No? Ja. To je zelo zahtevno, sploh takrat, ko se srečaš s kakšno preizkušnjo, ko imaš kakšno večjo težavo v življenju, takrat se zdi, da imaš samo še to
in v bistvu se nekako zapre sam vase in potem trpiš s to težavo oziroma s tisto oviro, v katero si se pač zapletel ali pa je pač življenjske okoliščine take. Pomembno je, da v tistem trenutku ne izgubiš smeri, da veš, da je Gospod Bog dober in da ima zate pripravljen načrt, ki pa pač ne izključuje tega, da če boš v Boga v Boga, da boš samo užival in ti bo dobro, ampak pride tudi kdaj kakšen trenutek trpljenja. Če lahko pogledamo samo našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je najbolj očitno uresničil vse to, kar je Bog njemu pripravil, da je bil pripravljen iti na križ in za nas vse dati svoje življenje, zato da bi mi imeli v polnosti. Se mi zdi, da ta misel, da trpljenje dobi svoje mesto, nam lahko daje upanje, da znamo vztrajati tudi takrat, ko okoliščine niso najbolj ugodne oziroma včasih, ko se zdi, da je res vse drugo že izgubljeno. Tako da ja, sicer pa vedno ostaja tolažba, v Svetem pismu večkrat je napisano ne boj se, zaupaj, Božje obljube se bodo izpolnile in ravno te zadnje vrstice Svetega pisma govorijo o tem, kako je Bog izpolnil te obljube, pa tudi mnogokrat vmes najdemo odlomke, kjer se pač uresničujejo te obljube. In pa zavedati se, da se moramo pač tudi spominjati, ne? Ko smo v trenutku stiske, preizkušnje, se treba spominjati mogočnih del, ki jih je Bog storil že v našem življenju. Zato pa pomembno, da se poznamo, da znamo svoje življenje premisliti in ga potem tudi v skladu tega usmerjati za naslednji korak. Bi lahko mogoče kaj iz svojega življenja delil z nami v smislu, kako ti je kakšna, ne vem, kako si pomagal, kako si splezal kdaj ven, ker sigurno si živel kdaj v kakšnem prezipu. Ja, gotovo. Teh težav je bilo vedno veliko, veliko si pač kot nek povprečen človek ima zmeraj kakšno stisko, oziroma tudi takrat, ko se zdi, da je stiska manjša, če je to tvoja edina stiska, je v bistvu tisto največja tvoja stiska, ne. Tako da ja, meni je vedno pomagalo, da sem zaupal Bogu, tudi recimo, ko je šlo kdaj težko v srednji šoli ali pa v šolskem procesu, da sem zmeraj zaupal, Gospod Bog se je že večkrat izkazal kot mogočnega v tistem trenutku, ko je bilo potrebno nekaj storiti, da so se stvari poklopile in da sem jaz uspel iti pravočasno v naslednjo fazo izobraževanja. Tako da se mi zdi, da sem imel vedno hkrati tak velik izziv, vsaj zame je bil velik izziv, hkrati pa tudi neko potrditev tega, da Gospod Bog je ravno kar že nekaj naredil zame in da bo tudi naslednji korak, ki bo, da ga bo spremljal s svojim blagoslovom. In tudi takrat, ko je bil nek padec, ko so bili popravni izpiti ali pa kaj podobnega, je bil še vseeno vedno neka zavest, da Gospod Bog stoji zraven. Tako da jaz mislim, da v tem smislu je za vsakega lahko ena pot, ki jo hodi skupaj z Gospodom, čeprav se zdi, da včasih Gospoda ni zraven, pa da je vse bolj temno, ampak še vseeno ta zavest in to zavedanje pomaga v tistem trenutku. Torej, če prav razumem, pač skrivnost tega upanja je, da tudi takrat, ko se zdi, da ni več kaj zaupati ali pa da je vse tako črno okoli nas, da se oklenemo misli na naš dom, na naša nebesa. Tako, ja, tako. Ampak še zmer pač, Janez, tutorial how to, pač, ker je res brezupno, mogoče tako bom vprašala, kakšna je razlika med tem upanjem, o katerem govoriš in ga priporočaš nam mladim in vsem ljudem na svetu, in med pač naivnostjo, pač, a si niso mi v resnici samo zmislili neke stvari, ki nam dajo upanje, da lažje preživimo, ko je težko. Ja, gotovo večkrat smo že slišali upanje, pa tudi sodobni svet oziroma vsi uporabljamo besedo upanje za pač nekaj. In kaj je tisto, kar je pač značilnost tega krščanskega upanja? Jaz mislim, da tukaj nam zelo pomaga Sveto pismo, ne? Če se zavedamo vse te, kar je pač bilo, v kakšni situaciji je bilo Božje ljudstvo skozi vso zgodovino in kako se je potem ob Božji pomoči
spravljalo čez in pač prihajalo v odnos z Gospodom, nam je lahko to en velik navdih. Potem druga stvar so nam upanje, svetniški zgledi, ne. Svetniki so dejansko to krščansko upanje dejansko izžarevali in ga udejanjali. In imamo zelo radikalne te primere svetnikov, ki so pač na različne načine uspeli. Recimo eden najbolj tak, ki mi zdaj pade, je recimo Maksimilijan Kolbe, ki v bistvu on je upal tudi v najbolj tistem temnem trenutku, ko je bil zaprt skupaj z ostalimi sojetniki v tej celici lakote, kjer je čakal v bistvu sem še smrt, ni bilo nobenega upanja, ampak on je zaradi tega, ker se je zavedal, da pač ta smrt ni v bistvu, smrt našega telesa v bistvu ni konec, je upal na nebesa, je tudi tiste trenutke znal veliko bolj spokojno prenašati, kakor bi jih sicer. Tako da jaz mislim, da pač ne glede na to, kaj je v življenju, se mora zavedati, da te čaka v nebesih plačilo, ki ti ga je pripravil Gospod Bog. Hkrati pa, da ga prejemaš to pomoč iz nebes v vsakdanjem življenju po lepi naravi, lepem stvarstvu, po dobrih ljudeh, ki jih imaš okrog sebe, jih moraš prepoznati, in pa po Svetem pismu, se pravi po Božjem razodetju, ki ti pač daje to usmeritev. Tako da jaz mislim, da so to eni 3 koraki ključni, ne? Da prepoznaš v Svetem pismu to, da je Gospod Bog resnično dober in ti da želi dobro, da prepoznaš v soljudeh njihovo dobroto in da ti potem tudi preko njih lahko delaš ti dobre stvari, in pa da potem ko imaš nekako vse to, da tudi v stvarstvu, tako kakor je blaženi Peter Jurij Frassati odkrival Božje veličastvo v pohojkovanju po gorah, da tudi ti znaš čist na ta praktičen način videti te stvari. Drugače si že ful tako kar konkretno povedal, ampak prej sva pozabila omeniti, torej Peter Jurij Frassati imel tudi en stavek, kaj je to, verso ali to? Ja, slogan, ja, lahko bi rekli, da je bil to njegov slogan, ker letos čudovito vse skupaj sovpada, ne, z tem geslom Stične mladih, Poglej gor, z njegovim svetniškim zgledom in pa tudi njegovim sloganom, oziroma to je bila ena kartica, na katero se je on sam podpisal in je napisal gor verso alto, torej po naše kviško, oziroma Poglej gor, lahko tudi rečemo, ne, ko je spodbujal svoje prijatelje, naj pogledajo preko vsakdanjih težav in se uspnejo skupaj z njim do višin Boga, ki ga je tako rad občudoval v gorah. Nekaj si že povedal v njegovem življenju, a bi mogoče malo bolj se dotaknila upanja v njegovem življenju, torej upanje v življenju Petra Jurija Frassatija. Govorila so o tem, kako je pomagal pač ubogim, kako je bil zelo, nagovarjal je svoje vrstnike, ki se je udeleževal različnih mladinskih akcij in tako naprej. Kaj misliš, da je tisto nek sporočilo upanja poleg tega njegovega slogana, ki si ga lahko vzamemo iz njegovega življenja? Ja, mogoče, da se zopet postavimo malo v njegov čas in se pač zavedamo, da je on živel v času, kjer se je dogajala Prva svetovna vojna in da je to močno zaznamovalo takratne ljudi, da so se kar naenkrat dogajali tej veliki vojaški spopadi, ki so prinesli veliko žrtev na fronti, to se pravi med vojaki, pa potem tudi v zaledju, kjer je pač so bile stiske velike in zaradi tega je mogel on v bistvu takrat, ko je bil še kot dijak oziroma potem malo kasneje že študent skoraj, je mogel zelo veliko volje pokazati do tega, da je pač dajal tudi drugim osebam en pogled, ki ga daje Bog v tistem trenutku stiske. Na ta način je on zbiral pomoč, potem je tudi bil zmeraj prijatelj ubožcem, pa ne sem tako, da jim je kaj dal, ker on je bil v osnovi bil z bogate družine, tako da njemu načeloma ni nič manjkalo, ampak je še vsem bil tukaj pozoren do ostalih ljudi, da je z njimi pustil tudi nekaj časa, da se je z njimi pogovarjal, da je bil z njimi na nek način prijatelj. A ni bila neka zgodba o tem, kako je človeku dal svoje čevlje in pa šel bos domov ali nekaj takega? Ja, teh zgodb je več, ne, pa celo tiste, ki so ga njegovi starši, so ga majčkeno opozarjali, da pač ne sme vsem ubožcem dajati,
in je potem na skrivaj on tu dajal pri zadnjih vratih, ne, če je ubožec potrkal na prvih vratih, je potem ga on obdaril na zadnjih vratih, tako da je imel več teh načinov, kako je pomagal ljudem. Potem pa še ena stvar, ki jo pa pač predvsem v tistem njegovem študentskem obdobju se je v Italiji razmahnil fašizem, pa tudi drugod po Evropi se v tistem obdobju so se pojavile razne ideologije, ki so v bistvu govorile, da imajo one vse odgovore na vprašanje tega sveta in on se je temu odločno zoperstavil, da pač to ni res, da pač ne morejo neke te zemeljske ideologije oziroma neki idoli, ki so jih predstavljali takratni diktatorji, ne morejo pač oni reševati sveta, oziroma kot smo videli potlej še nekaj desetletij kasneje so ga v bistvu še bolj uničili ta svet, ne, in on je že takrat tudi druge sošolce opozarjal na te stvari, da pač morajo ostati zvesti evangeliju in pač res iskati tisto pravi mir med ljudmi in pa resnično pravičnost, da ni ta, bomo rekli, kar brezbožni zemeljski sistemi, da pač niso dovolj, da potrebujemo nekaj več in k temu je tudi bodril druge. In se mi zdi, da je mu v tistem času, ko se je zdelo, da se je res vse obrnilo proti lepemu življenju ali pa življenju po evangeljskih načelih, da je njemu to kar odlično uspevalo. Je že kaj takega, kar glede Petra Jurija niso povedala, pa se ti zdi ful pomembno? Mogoče to, da je pač on zelo zajemal iz svete Evharistije. Bil je tudi član večjih teh povezav, ki so bile recimo za celonočno češčenje oziroma za češčenje Najsvetejšega zakramenta. Je bilo več teh pobud, sploh na fakulteti, katerim se je on zmeraj navdušeno pridružil. Pa tudi en tak zelo simpatičen izziv, ne, to se pravi, on je res skrbel, da je bil res pri maši in je večkrat tudi ministriral pri sveti maši. Tudi takrat, ko je šel recimo v hribe, v gore, ne, in če ne bi mogel biti v nedeljo pri maši, je naprosil duhovnik oziroma tiste, ki so pač skrbeli za bogoslužje, da so organizirali tudi kakšno še bolj zgodno jutranjo mašo, da je on skupaj s svojimi prijatelji lahko prisostvoval pri tej sveti maši in se potem odpravil. Tako da se mi zdi, da je njemu en velik upanje oziroma tudi eno tako gotovost v življenju dajala sveta Evharistija, ker pa je bil precej vihrav oziroma je bil kar pač živ svetnik oziroma tak zelo aktiven, je večkrat naredil tudi kakšno napako in enih zadnjih njegovih stavkov je bilo: odpusti mi, moj Jezus, odpusti. Sam je večkrat hodil k sveti spovedi in se mi zdi, da nam je tudi v tem, ne, da pač ko vemo, da delamo stvari, moramo vedno znova preverjati, če delamo prave stvari na pravi način in da takrat, ko spoznamo, da smo delovali drugače, da znamo prositi odpuščanja. Ja, kar močna življenjska zgodba v resnici. Pa jaz se prav spomnim, ker sem brala, ker smo se pač malo pustili podučiti o njegovem življenju, pač toliko je bilo enih skupin, v katerih je bil udejstvovan, mislim, tako. Zanimivo mi je tudi, kje je moč dobival, da je se tukaj angažiral pač na vseh področjih. Ja, in dejansko je pač tudi uspel vse svoje redne obveznosti, bil je študent strojništva in da je pač uspel tu pohendlati. To je res ena velika stvar, ki vidimo, da pač nima izvira le v lastni moči enega človeka, ampak ima svojo zaslombo v Bogu, pa v skupnosti vseh kristjanov, ki so takrat živeli v Torinu. Tako da ja, kaj je to povabilo katoliški mladini? Absolutno. Pridite, dobro je imeti družbo. In to dobro družbo. Drugač, lahko narediš malo promocijo našega merča, ker se tudi tukaj v ozadju vidi, a se vidi tu na bela majica. No, tam gor vidimo torej to slavno sliko Petra Jurija Frassatija, ki pleza navzgor v hribih. Eni zelo taki podobici je bil tudi ta njegov slogan Verso all'alto. Spodaj je pa odlomek letošnje Stične, ki so ga prej tudi prebrala. Drugače sta še potem 2 kosa Stične mladih, pa Jezus te ljubi ven prišla, pa nekaj baje še pride, tako da to lahko zaenkrat zaupava. Tako da ja, pa Gojzarji pač, ker jih je imel Peter Jurij Frassati tudi. Drugače pa, ja, tako. Hodila sem te vprašati, torej zdaj imamo par glavnih iztočnic, torej geslo je Poglej gor, tudi odlomek imamo iz Razodetja in pač Zavetnika in vse skupaj nekako se navezuje oziroma rdeča nit
cele vsebine pač upanje, tako kot vsebina letošnjega jubilejnega leta. Kje na Stični bomo lahko srečali upanje? Kaj misliš, oziroma kaj bi rekel, kako bo lahko mlad človek letos na Stični dobil nek zagon za upanje? Jaz mislim, da bo to se zgodilo že na prvih korakih, ko se boš odločil in stopil proti Stični, in potem, ko se bo ta množica zbirala, se mi zdi, da bo tu že en velik znamenje upanja in razlog upanja. Potem pa se mi zdi, da ves ta bogat program, ki bo spodbujal na različne načine razmišljanje o našem končnem cilju, o nebesih, predvsem pa tiste trenutke, ko bomo mi že lahko na zemlji doživeli, to se pravi košček nebes, ne. To se mi pa zdi na najodličnejši način pri sveti maši, ko bomo vsi povezani v eno občestvo, tudi s to nebeško cerkvijo. Po drugi strani pa tudi v cerkvi, kjer bo potekalo spovedovanje, kjer bo res lahko vsak, ki bo za to se odločil, prejel to milost odpuščanja njegovih grehov. Se mi zdi pa, da je še ena pomembna stvar, kateri nas spodbuja papež, tako prejšnji, kakor sedajni, in sicer, da se odpravimo kot romarji upanja in da potem tudi prejmemo svetoletni odpustek. Stiška bazilika je ena izmed svetoletnih cerkva, ki so še posebej namenjene k temu, da bi bili kraji spreobrnenja pa spreminjanja, in se mi zdi, da če na tem mestu narediš konkreten korak v zakramentu svete spovedi, pa potem tudi z obhajilom, ki ga prejmeš v svoje srce, se mi zdi, da je to že ena velika stopnica, ki te lahko potem odrine naprej, da potem vse tiste lepe ideje, ki jih bomo slišali na različnih delavnicah, pa številne prijatelje, ki jih bomo lahko tam srečevali, da lahko tu ponesemo tudi izven obzidja Stiškega samostana k ostalim, ki mogoče še res mnogo bolj živo potrebujejo to besedo, da ne pogledajo gor iz te sivine vsakdanjosti in vidijo, da je Bog v resnici zares dober. Ja, pa tudi, ko so se prej v avtu pogovarjali, ne, pač ljudje velikokrat po Stični povejo, da jim ogromno pomeni ta občutek, da so eni v množici mladih kristjanov. Lani je naš vhod prestopilo okoli 6,000 ljudi, kar v resnici res človeku pusti en tak globok pečat, ker to lahko tudi iz svojih izkušenj povem, da pač mlad človek v svojem vsakdanu lahko čuti, da je v manjšini, kadar se gre pač za vero. In mislim, da je tudi to ena taka močna stvar, ki jo lahko odneseš s sabo Stično, da si eden med podobnimi in podobno mislečimi. Tako. Ja, in da se vsi povezujemo z isto vero in Tako. da nas hrani ista ljubezen ter napaja isto upanje. Tako da se mi zdi, da je ena taka res lepa stvar. Drugače, kakšna je pa tvoja zgodba Stično mladih? Si tudi hodil kot mlad, kako si prišel zdaj zraven kot duhovni spremljevalec? Ja, jaz sem bil večkrat že na Stični mladih, v različnih vlogah. Najprej kot dijak sem pač takrat bil, smo pač se tudi srečali z sošolci. Na Stični je bilo pač tako kot udeleženec, pa sem malo pozval vse te stvari. Potem pa, ko sem bolj konkretno ratal bogoslovec, sem bil pa tudi večkrat udeležen s tem, da sem pomagal pri pripravi, predvsem kar se tiče svete maše pa spovedovanja. Zdaj pa sem bil v bistvu, ko sem samo nekajkrat pomagal ostalim mladim priti na Stično mladih, zdaj kot duhovnik, sem pa dobil povabilo, da bi pač pomagal pri snovanju in potem tudi pri teh različnih stvareh, ki se tiče vsebine, tako da bi čim bolj na živ način in na mladim razumljiv način sporočili vse te vsebinske poudarke, ki jih je sicer, ko tako poslušaš, jih je precej, ampak se mi zdi, da se res lepo sestavljajo kot neke puzle in kažejo eno tako res lepo sliko, ki jo ne delamo samo ustvarjalci Stične mladih, ampak jaz verjamem, da tudi ima Sveti Duh prste zraven. Ja, to se fejst pozna. Drugač, kaj bi rekel, zdaj, ko si zraven, že nekaj časa pripravljamo samo Stično, kaj te navdihuje pri samem poslanstvu Stične, oziroma
celi zamisli Stične mladih kot festivala, ki ga poznamo že nekaj časa. Ja, gotovo je ena taka stvar, da je to že večdesetleten festival, oziroma takrat je bil Letos bo 44. 44, no to se pravi, že več desetletij se to dogaja in je tu v bistvu tudi ena taka povezava z vsemi tistimi generacijami, ki so že bile na Stični, pa so zdaj že precej odrasle, pa imajo že mnogi, mogoče celo kakšni tisti iz prvih generacij, imajo že kakšnega vnučka. V glavnem je res ena taka velika stvar, kako to našo slovensko katoliško mladino povezuje zmeraj v septembru ta dogodek, ki pa, se pravim, ima vedno nove, bi rekel, moči in sile in ideje, ki se potem uresničujejo in se to vedno znova krepi in, bi rekel, je res navduhujoče gledati, kaj vse zmoremo skupaj postaviti in koliko ljudi dejansko tudi potem ima eno stvar v svojem srcu, na katero se lahko nasloni tudi v tistem mogoče malo bolj težkem trenutku, pa reče, glej, Bog je delal na Stični, takrat pa takrat, tisto letnico, vztrajam, grem naprej. Ja, ker meni se zdi tudi to en tak velik čar, veš, da mladi tudi sestavljamo praktično velik delež pripravljalne ekipe. To pomeni, ogromno prostovoljcev je zraven vključenih v samo pripravo in se mi zdi, da se to ful pozna potem v končnem izdelku, v smislu neke svežine, da se pozna, da je od mladih za mlade. In mene je tudi to zelo nagovarjano, tudi ko smo spodbujani, ko iščemo pač ekipo in tako naprej, se pozna. Jaz bi rekel še več, da mogoče te, ki se zdi, da ful pomagajo Stični mladih, da v resnici tudi oni veliko prejmejo, recimo veliko novih poznanstv, pa tudi za osebno duhovno rast se mi zdi, da je to resnično en čas, ki ga lahko mladi namenijo in da potem tudi ob tej pripravi zrastejo, tako da to je res ena taka lepa stvar. Ja, in tudi to sem veliko dobila že tako povratno informacijo v smislu, da biti udeleženec na Stični je svojevrsten odličen, pač odlična izkušnja. Je pa tudi zelo zanimivo biti prostovoljec, tako da kaj je to tudi vabilo? Pridite k prostovoljcem na Stični mladih. Še zmeraj je odprta prijavnica in se lahko prijavite in se potem tudi tam pokljuka možnosti, pač, na katere načine ste pripravljeni pomagati, in potem pač čas pred Stično tisti, ko ste pa vi na vrsti. Tako da to. Drugače smo tudi dali možnost ljudem na Instagramu, da naj kaj vprašajo, da še kaj poveva. Torej, v resnici na 2 vprašanja že odgovorila. Eno je bilo, kako upati, zaupati še posebej v času preizkušnje. Bi še kaj glede tega dodal? Po moje smo bili kar izčrpni. Pa kaj je razlika med upanjem in naivnostjo? Tu smo si tudi že malo omenili. Mogoče je res, da pač upanje v krščanskem smislu gotovo se zaveda, da pride tudi trpljenje in si ne utvarja neke utopične ideje, da bo zdaj, če upam, da bo pa vse idealno, pa da bo vse šlo, ampak da pridejo tudi težke stvari in da pač v moči tega zavedanja, da Bog poskrbi, greš lahko tudi čez tiste težke trenutke. Drugače je bilo vprašanje tudi, kateri glasbeni gosti bojo letos na Stični. No, to zdaj že lahko povemo, da letos bodo na glasbenem odru naši gostje skupina Plato, pa DJ Matic in ansambel Strastni muzikanti, tako da bo spet dosti pestra izbira. Pa program v cerkvi spet Tejze, tudi duhovnik Andrew Dalton. Ja, ta je gotovo zanimiv, Skoraj ker predstavlja Turinski prt. To je mogoče spet ena ta povezava, ki se zgodi, in sicer imamo Frassatije iz Turina, pa zdaj Turinski prt, in bo tudi razložil ob kopiji vse te, bomo rekli, znanstvena dognanja. Mi pa si lahko tudi, če je kopija zraven, lahko mogoče malo bolj živo predstavljamo, da je Jezus bil dejansko človek in da je pač dejansko umrl in da je to pač v bistvu ena stvar, ki je bila zelo tesno povezana z njim kot mrtvim. Ker je zelo zanimivo v smislu, koliko je enih znanstvenih dognanj ob tem
bilo, oziroma kako je bilo raziskano to področje, pa hkrati še zmeraj je zelo teološko Sporočilno korektno, in mogoče tudi za našo vero en tak bi rekel, ki si pač moramo eno malenkost predstavljati, da nismo samo teoretični, da potem to tudi vidno in nas nagovori ta obličje Kristusa. Tako da to je res ena taka pomenljiva stvar, ki bo letos na Stični. Drugače bo tudi še ena tuja gostja, to je Patricija Sandoval. Ne vem, kako jo ti poznaš. Je drugače, njena življenjska zgodba je zelo zanimiva, ker je v neki točki življenja tudi bila zelo, se pač je ukvarjala z drogami in tako naprej in je naredila tudi nekaj splavov. Ta trenutek je pa zelo vestna pričevalka oziroma zagovornica življenja od spočetja do smrti, do naravne smrti. Tako da mislim, da bo tudi njeno pričevanje na Stični en tak močen pečat pustilo, ker pride res oddaleč tudi. Tako da ja, ta izej sva rekla, v cerkvi bo tudi stavljenje, Večer plus program, tako naprej. Drugače tudi za delavničarje vas že zanima, no zaenkrat lahko razodenemo, da bo ene par gostov, kot so na primer akademska folklorna skupina France Marold, pol je pa veliko takih področij, od Sipoš, ki pride predstaviti ozadje filmske produkcije, pa Matija Mohar s socialnim podjetništvom, pa magister Jurij Pavel Emeršič, tudi zgodovinsko področje, tako različne stvari, do eksorcizma, kako pisati, Lucija Čakš. V glavnem, ja, pester nabor bo tudi letos. Tako da kaj, pridite v Stično, ne? In se napojite z potrebnim upanjem in navdušite ob številni množici, ob dobrih pričevalcih in pa tudi ob navdušenih prostovoljcih, ki zdaj že kar lahko rečemo z polnimi močmi delajo na tem projektu. Dajva povzeti. Najino sporočilo danes je. Najino sporočilo danes je, da pridi na Stično. Naslednja stvar, da poglej gor, da upanje ne osramoti in pa da imamo čudovit zgled v Petru Juriju Frasatiju za naše življenje. In zakaj prideti na Stično? Predvsem zaradi izkušnje biti med mnogo krščanskimi mladimi, katoliško mladino, ker imamo športni turnir, ker imamo ful hude glasbene goste, ker dobiš priložnost popolnega odpustka, ker pridejo ful hudi tuji gostje, ker imamo odličen katoliški merch, ker bo športni turnir, letos bo celo tudi košarka, nogomet in odbojka. Tako da ja, pač boljše vprašanje je, zakaj ne prideti na Stično, ne? Tako da ja, imaš še kaj dopolnil? Sva povedala, kar sem mislila? Jaz mislim, da si bila zelo izčrpna. No, si tudi ti bil fejst. Super, odlično. V glavnem, ja, kaj sva že rekla, da bo na koncu? Torej, 20. september, Stična mladih in Poglej gor. Stična. Pa Janez je hotel še tole povedati, je pozabil prej. Lepo povabljeni vsi tisti, ki ste se dejansko udeležili glavnega dogodka v jubileju 2025 in sicer srečanja mladih v Rimu pri papežu in pridite navdušiti še našo slovensko mladino, to se pravi, vas je bilo letos 700 v Rimu, tako da pridite navdušiti 7000, upam, da uspemo doseči to številko, 7000 mladih katoličanov v Sloveniji. Oh yeah!